Vprašanja prometne politike se vse bolj odločajo tudi na evropskem nivoju, kar pomeni, da se v Bruslju sprejemajo odločitve, ki neposredno vplivajo na kvaliteto življenj ljudi v Sloveniji. Del slovenskih nevladnih organizacij v ta namen izvaja projekt Naše podnebje, Our Climate, ki je namenjen oblikovanju javne in pa vodenju javne razprave v 10 državah Evropske unije. Ta razprava poteka preko spleta in pa tudi z akcijami v fizičnem prostoru. Trenutno odprto vprašanje je vprašanje določitve emisij izpustov CO2 novih avtomobilov, po katerem bo Evropski parlament jeseni sprejemal odločitve. Trenutno poteka razprava na spletu in državljani in vladne organizacije so vabljeni k posredovanju pripomb, predlogov in pa dopolnil na predlog uredbe Evropskega parlamenta. Mnenje bodo posredovane evropskim parlamentarcem, ki so se v izhodišču projekta že zavezali, da bojo ta mnenja upoštevali, jih vzeli v obzir in skušali uskladiti z končno verzijo uredbe, o kateri bo glasoval Evropski parlament. Treba je povedati, da evropski parlamentarci so legitimno izvoljeni predstavniki evropskih državljanov in imajo kljub temu, da državljani posedujejo svoja mnenja in stališča, še vedno avtonomno možnost odločanja o tem, da se odločijo, kaj bodo upoštevali in kaj pa ne. To odločitev pa potem slovenski državljani na naslednjih volitvah bodisi pozdravijo z ponovno izvolitvijo ali pa tudi ne s tem, da ne izvolijo evropskega poslanca. Mislim, da je to en korak naprej k vključevanju državljanov v Evropski parlament s pomočjo mehanizmov tako imenovane participativne demokracije. Mislim, da tovrstni pilotni projekti, ki se odvijajo na ravni Evropskega parlamenta, počasi spreminjajo predstavo te instituciji kot relativno utojeni politični instituciji nekje v Bruslju, rigidni, ki nima posluha za mnenja in pa stališča pričakovanja državljanov. Kajti tudi evropski poslanci se zavedajo, da odgovornost za odločitve, ki jo sprejemajo, tangira čedalje večjo politično skupnost evropskih državljanov in prispeva neposredno k kvaliteti njihovih življenj, ki se pa kaže tako kvaliteti okolja, kot socialni pravičnosti in pa nenazadnje tudi trajnostni konkurenčnosti Evropske unije kot celote. Zato mislim, da je potrebno te pilotne projekte podpreti, se vanje vključevati, jih promovirati, v njih informirati širšo javnost, kajti to so mehanizmi, ki se bodo v prihodnosti vse bolj in bolj uporabljali, tudi zaradi prednosti, ki jih informacijsko-komunikacijske tehnologije prinašajo pri bolj transparentnem, vključujočem in pa demokratičnem vključevanju državljanov v odločevalske procese.